Dan. Dober dan. Lepo pozdravljeni na današnji izjavi predsednika vlade, dr. Roberta Goloba in Vojka Volka, državnega sekretarja za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade. Državni sekretar Volk, izvolite. Hvala. Kratka zgodovina. Predsednik vlade se vse od aretacije ruskih vohunov decembra leta 2022 zavzeval za njuno izmenjavo. Leto dni so o tem potekali z rusko stranjo pogovori v popolni tajnosti. Letos februarja ob robu Münchenske varnostne konference pa je na srečanju s podpredsednico ZDA Kamalo Harris dozorov načrt za skupno izmenjavo obsojencev, v katero bo vključena tudi Nemčija. Julija letos je bila izmenjava izpeljana. Hvala. Najlepša hvala. Premier dr. Golob. Od prvega dne sem verjel, da nam lahko ta podvig uspe. Pa vendar je v pogajanjih te vrste, še posebej, ko potekajo v popolni tajnosti, ključno osebno zaupanje med voditelji. S predsednikom Združenih držav, gospodom Bidenom, sem nazadnje govoril včeraj zvečer, ko se je zahvalil meni osebno in slovenskemu narodu za ta ključni doprinos, da je do reševanja nedolžnih življenj iz ruskih zaporov lahko prišlo. Sloveniji je uspel zgodovinski met. Uspelo nam je, pa če tudi samo za kratek trenutek, v dobro zgodbo povezati tako Združene države Amerike, kot tudi Rusijo. S tem je Slovenija ponovno dokazala, da je moč, ki jo imamo na mednarodni sceni, bistveno večja od naše velikosti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Tako, zdaj bo pa še državni sekretar Volk bo na voljo za vprašanja, tako da, evo, jaz vas samo prosim, no, da se pač v vprašanju predstavite. Kdo bo začel? Evo. Aha. Sorry, Hello. Anyway, I'll ask this in English if you don't mind. Yes, Yes. please. I'm Andrew Higgins from the New York Times. I have a couple of questions. First, is it true that the Prime Minister Golob spoke to President Biden, and when was that exactly? I spoke a couple of times on the 21st of June, the day President Biden resigned from the race. Before or after? Just before. And the last time, yesterday evening, when he was thanking him for the role of Slovenia in this huge exchange, unique exchange of convicted persons between Russia and Western allies. And the second question was, sir, out of these two so-called Argentinians, when did Slovenia realize they were not Argentinians, and how did it realize that? Let's say immediately. Immediately. In 2017? 2000, when we arrested them. That was 22. That was December 22. But they had been here for 5 years before that. Even more. So when did they come? When did they come? 6 or 7 years ago, approximately. And before they were arrested, though, there was no hint that they were not Argentinians. I guess not. When did you find out? So was When we arrested them. When they were arrested, yeah. it was your government then? Beg your pardon? Was it your government then, or previous government? No, our government. Thank you. Naslednje. Jaz bi sprosila, če še v slovenščini, kdaj sta torej ruska vohuna prišla sem. Morda tudi v povezavi z njimi aktivnostmi, ne? Ali drži, da sta imela zelo pomembno vlogo pri širjenju proruske propagande, da sta Slovenijo prepoznala kot šibki člen NATO in želela nekako pošibiti vlogo NATO v Sloveniji? Kot rečeno, prišla sta sem pred 7 leti, ampak zaradi preprostega dejstva, da določene aktivnosti še vedno potekajo, še zdaj potekajo, bo čas za analize njune vloge šele prišel. Zato ta čas ne bi govoril o kakšnih podrobnostih, vsako gibanje je enako dobro kot drugo, ne dvomite pa o tem, da sta bila zelo, zelo, zelo pomembna.
Luka Mlakar na ena, rekli ste, da določene aktivnosti še potekajo, lahko rečete, potekajo mogoče kakšne preiskave ljudi, s katerimi sta bila, se pravi, ruska vohuna v Sloveniji v stiku, se preiskuje kakšne transakcije, kam sta mogoče nakazovala denar, s kom sta poslovala, pa v bistvu na kakšen način sta delovala proti naši državi. Z vohunjenjem, ampak kot veste, sta delovala in sta ga tudi priznala, da sta bila vohuna. Ne? Ampak sojenje je bilo tajno in samo objava sodbe je bila javna, zato o tem, kaj točno sta počela, ne morem govoriti, ampak vse, kar ste našel, je približno to, kar sta delala in kar se še danes preiskuje. Zdaj poznavalci nekako so si enotni, da je Slovenija s sodelovanjem v tej izmenjavi se pokazala kot izjemno kredibilen partner pri zahodnih zaveznikih. Kaj pa mi lahko pričakujemo od njih v prihodnje? Kako lahko iztržimo to svojo uslugo, ki smo jo v bistvu naredili v sklopu te operacije? Recimo, da se s vprašanjem nacionalne varnosti ukvarjam že od časa, ko Slovenije še ni bilo. In vam lahko povem, da najtežje, kar se pridobi v sodelovanju na področju varnosti na mednarodnem prizorišču, je zaupanje. Izjemno težko je pridobiti zaupanje drugih varnostnih služb, zato da s teboj delijo informacije. Še težje je pa dobiti spoštovanje. In zdaj imamo zaupanje in spoštovanje. Kako bomo to unovčili, bo odvisno od nas. Zagotovo pa bo to pomenilo, da bosta dve partnerski službi, še posebej ameriška in nemška, še tesneje sodelovali z nami v vseh prizadevanjih, od organiziranega kriminala do prizadevanj za stabilnost na Balkanu, do spremljanja, če hočete, imigracijskih poti in tako naprej, do vse tisto, kar ogroža varnost in stabilnost Evrope. Tako da to je ena stop, bom rekel, ena raven višjega sodelovanja z vsemi, pa ne rečem malo, če rečem, da bomo igrali na tem področju v prvi ligi. Tomač Polkopter, se pozabila predstaviti. Ali lahko potrdite, da drži, da je Ana Dujceva na sodišču se branila, da je primer politično motiviran, torej da gre za notranje politično zaroto v luči Tren Bobnar Golob? Ne morem potrditi, ker je bilo sojenje tajno. Lahko. Bojan Kavčič, AFP. Ves čas omenjate, da je vloga, ki jo je Slovenija igrala, zelo pomembna. Zdaj, ta dva vohuna v primerjavi s tem morilcem iz Nemčije in tako naprej ne zgledata tako pomembna. Kaj je tukaj, zakaj je slovenska vloga tako pomembna, zakaj bi Biden klical Goloba pred sprožitvijo te operacije? Mi lahko malo bolj pojasnite vsebinsko, zakaj gre? Torej, dve državi sta bile izjemno pomembne, Nemčija in Slovenija. Vlogo teh vohunov, ki smo jih prijeli, smo razkrivali sproti, ko smo se ukvarjali z njuno zamenjavo in izmenjavo. In bolj, ko smo se s tem ukvarjali, bolj je postalo jasno, da sta bila, vsak dan sta postala bolj pomembna. In težavnost vloge Nemčije je bila v tem, da je bilo treba izpustiti morilca. Težavnost vloge Slovenije, o kateri je govoril tudi predsednik Biden, je bila pa v tem, da dajemo dva vohuna v zameno za to, da na drugi strani mi nimamo nikogar. In to je to veliko dejanje, s katerim si zaslužiš spoštovanje in zaupanje. Greš s partnerji v nekaj zato, da to narediš solidarno, da to narediš zato, da se poveča varnost in zato, da se izpustijo nedolžni ljudje. Evo, omenim samo zgodbo izpuščene ruske državljanke, ki je bila obsojena na 8 let zapora samo zato, ker je po trgovini delila listke za protivojno vsebino. Da ne govorimo o državljanu nemškem, ki je obsojen na smrt, in da ne govorimo o novinarjih, ki so bili obsojeni samo zato, ker so opravljali svoje delo. Skratka, z moralnega vidika je Slovenija tukaj prispevala ogromno. Amerika je dala 3, Slovenija je dala 2 in ostale 3 države po enega. Tako da to je bilo tisto, kar je pripeljalo do tega, da je Slovenija res dobila visoke zahvale. Kakšna je bila pa vloga teh vohunov, sem pa prepričan, da bomo še po analizah izvedeli. Zakaj Ankara, zakaj je bila izbrana, če veste? Bilo je kar nekaj lokacij.
nekaj lokacij, ki so recimo temu dobre zato, ker so sprejemljive za obe strani. To je edini kriterij. Ankara je bila sprejemljiva za obe strani. Lara Draškovič, STA. Če lahko še malo pojasnite, ali je na račun tega dogovora tudi bila izrečena nižja kazen ruskima vohunoma in kakšne razmere oziroma pogovori so bili tukaj med slovenskim tožilstvom, slovenskim sodstvom in slovensko diplomacijo, kakšna razmerja? Odgovor že naprej poznate, ne? Ja, pa moram vprašati, ne? Sodstvo je neodvisna veja oblasti, s tem nimamo nič, ne predsednik vlade, ne jaz. Naj povem, da je predsednik vlade v tej celi zgodbi nastopal kot državnik, kot predsednik, ki je bil kontaktiral s predsedniki. Jaz sem nastopil kot svetovalec za nacionalno varnost in sem sodeloval z mojimi kolegi, ki so ravno tako svetovalci za nacionalno varnost. Posebej, zelo pomembno, sem sodeloval z Jakeom Sullivanom, ki je svetovalec za nacionalno varnost v ZDA, in s prijateljem Jensom Plotnerjem, ki počne tako delo kot jaz v Nemčiji, tako da vse ostalo je pa vprašanje sodstva, ki je nemogoče komentirati in o tem tudi nič ne vem. Rekli ste prej, da so, se pravi, dogovori z Rusijo glede izmenjave potekali v tajnosti. Lahko poveste, a tukaj se je z Rusijo pogovarjala slovenska stran ali zavezniki? Rečemo kvalificirani sogovorniki. Slovenska stran. Slovenska. Rekli, da v bistvu poudarili ste to izjemno moralno dejanje v bistvu Slovenije, ker vemo, da naša država ni imela zapornikov v Rusiji, vendarle, kaj lahko pričakujemo od zaveznikov? Kaj konkretno? Lahko malo bolj konkretno. Se strinjam, ja, ok. Se pravi, rečemo lahko, vse od izmenjave najbolj pomembnih informacij za varnost in stabilnost Slovenije, to je veliko. Zdaj, obveščevalci radi sodelujejo, ne radi pa menjajo informacije. Zdaj je ta spoštovanje in to zaupanje na najvišji možni ravni. Zakaj? Zato, ker je testirano. Najbolj zaupanja vredne so testirane zgodbe. In tukaj bo Slovenija lahko zaprosila za najbolj pomembne informacije, lahko bo dodatno dvignila raven delovanja obveščevalnih služb, vseh tistih, ki se ukvarjajo z varnostjo Slovenije, pa bom rekel od softvera do hardvera. In že to bo ena pridobitev, da ne govorim o tem, da bo Slovenija lahko ukrepila svojo vlogo na Balkanu, kjer bomo lahko s temi partnerji prispevali kar največ za to, da bo ta naša soseščina ostala mirna in stabilna, ker bomo imeli pri tem res najbolj pomembne partnerje. Hvala. Še. Rok Šuligo, TV Slovenija. Mene pa zanima, če lahko mogoče nekaj več poveste o sami informaciji, od kje, kako je prišla, da sta ta dva vohuna v Sloveniji, v Ljubljani, da so potem slovenski varnostni organi izpeljali to akcijo in še, to je sicer bolj vprašanje za predsednika vlade, ampak ker je odšel, verjetno poznate vsebino, kako so potekali pogovori z ameriško podpredsednico v Münchnu, to, kar je gospod predsednik. Pozdravljam, da so bila skupaj. Predvsem sem si ta pogovor za celo življenje zapomnil zato, ker je en dan prej premenil Aleksej Navalni in smo bili vsi malo v šoku. Ko smo začeli ravno delati na načrtu za izmenjavo, je pač prišlo do te smrti Navalnega, v kateri si lahko vsak misli svoje, ampak to je bil slab znak takrat. Hkrati smo bili pa odločni, da z izmenjavo o prvi priliki nadaljujemo in začnemo delati naprej. O tem ni nobenega dvoma. Je bil pa to kar težek dan. Vzpostavili smo tudi en odnos z podpredsednico Kamalo Harris, za katero lahko rečem, da je zelo empatična oseba. In smo se, bom rekel, te menjave lotili bolj srčno kot pa tehnokratsko celo. Ali pa drugo vprašanje? In informacija o tem, da so Tega ne vem, vem pa, da je na podlagi informacij, ki jih lahko naša Sova ali pa kjerkoli drug organ dobi, predvsem Sova, dobijo tujih obveščevalnih služb, da nekje je nekaj sumljivega, je Sova oddelala veliko, pomembno in zelo kvalitetno delo. Toliko časa jih je spremljala, da je prepričana, da sta bila vohuna in da, tako si predstavljam, in da so lahko jih aretirali in sestavili obtožnico, ki je bila učinkovita na koncu. Koliko časa je trajalo to njuno spremljanje strani naših organov, ne vem, ampak lahko pa rečem, da je bil namig dober in da je bila eksekucija dobra. Mislim, da s tem še zmer delajo, neki so že naredili več, pa ne vem.
Še zadnje vprašanje. Slovenija se pri tej izmenjavi precej izpostavlja. To prinaša mogoče kakšna dodatna tveganja za slovenske obveščevalce, bo tukaj kakšne potrebne operativne spremembe v delovanju Sove, bo potrebno kakšne protiobveščevalne elemente v varnostnem sistemu pač povečati. Pa če lahko mogoče poveste, kje sta bila vohuna od trenutka, se pravi po izreku sodbe do vzleta letala iz Brnika? To nazadnje vam povem, da ne vem in tudi ni moja stvar. Vam pa lahko povem, moj občutek je ta, da ne, absolutno ne. Ne, absolutno Slovenija odigrala eno pozitivno vlogo nekje, kjer je prišlo do tega dialoga med Rusijo in Zahodom. Ali pa če hočete med Ameriko, ki je logistično in organizacijsko vse to speljala, in rusko stranjo. Zdaj imamo dokaz, da je to možno. In če želite, da malo špekuliram, rečem lahko, zdaj je to dokaz, da lahko gremo tudi nadaljujemo s kakšnim drugim, bolj vsebinskim dialogom z rusko stranjo. Pa bom rekel še tudi, da bi bil že čas za kaj tazga. Ampak to, da je to možno se dogovarjati, da je možno skleniti dogovor, pa ni nobenega dvoma več, ker smo to pokazali in dokazali. Še bolj pomembno je pa to, ne prav nobenih skrbi nimam za to, da bi bilo s tem karkoli narobe. No, se zadnje ste sami videli, da je bilo na ruski strani veselje veliko. Iskreno bi rekel tudi. Zaradi različnih razlogov in zaradi različnih motivov kot na naši strani, pa vseeno. Lahko rečem, da smo z obema obsojencema in z njunimi otroki ravnali tako, kot se spodobi in sem na to in na vse tiste, ki so pri tem pomagali, ponosen. Bi pa sklenil s tem, da je to, kar je ob svojem prvem odzivu na to veliko zgodovinsko izmenjavo povedal predsednik Biden, da je tam ključ do tistega, kar se bo v prihodnosti v svetu dogajalo. Hočeš noče, je predsednik Biden priznal, da tudi velika Amerika v teh časih ne more sama. Rabi prijatelje. Tudi take, kot je Slovenija. Najlepša hvala. No. Were they financing or? No, it was a secret trial. Thank you. Know what they were doing? I can imagine. Thank you. Involving money? No, I don't think so. Okay, Thank you. Hvala. bye.